Coolcast s Klemnom Bučanom in Tinom Vodopivcem. Lepo pozdravljeni, tole je Coolcast na Radio Express oziroma na našem YouTubeu ali pa na našem Facebooku ali pa na našem Instagramu. In z mano je Tin Vodopivec. Tin Vodopivec, deva začeti počasi. Tukaj vemo, zakaj smo, glavna stvar zdaj leti je film, ampak daj moramo še najprej do filma priti. Dajmo začeti na začetku. Tin Vodopivec, ki je začel kot stand-up komik, saj v show biznisu, pustimo, kaj si predelal. Stand-up komik. Ne, v bistvu v show biznisu sem začel kot rekviziter. Kot pri filmu Tu pa tam. Ja, dobro, ampak takrat noben ni vedel, jaz nisem vedel, da je to show biznis. Ne, pa da si bil tam zraven. Ja. Hej, čakaj, a ti veš, kdo je nabral v storže v gozdu? Ja, to zdaj vem, da si to nabral ti, ja. Tako zdaj veste, če bi bili rekviziterji in bi radi nabirali storže, vprašajte Tina, kako se to dela. Sicer pa od leta 2006 si imel prvi nastop kot stand-up komik. In ugante, kdo je bil tam? Ja. Ti, ja, dajmo reči, da sva kar povezana. Dajmo Tin začeti na začetku. Okay, zakaj si se odločil za stand-up komedijo? Kaj je bilo ona stvar? Kaj ti je bilo? Večkrat ti bo danes rekel, kaj ti je bilo tega treba. Ja. Stand-up komedija je verjetno eden najtežjih načinov nastopanja. Prideš tja in moraš biti smešen, pa nisi vedno. Ja. Kaj ti je bilo, da si se odločil, da bom pa jaz to delal? Ne vem, res še danes obžalujem. ne, mislim, da je ta potreba po pozornosti to bilo nekaj, kar sem se želel, predvsem od punca, ker se mi zdi, da tam na odru si res tako ti v središču pozornosti, imaš mikrofon, vsi te morajo poslušati, pa tudi ta nek način izražen, ta svoboda, ker lahko delaš kar češ, govoriš kar češ, sam da je smešen. Ne spomnim se, da sem videl en video Robina Williamsa na Broadwayu, ta igralec, pokojni nažalost, Robin Williams, in kako je to delo, polil se z vodo in to je bilo res noro, in potem sem odkril Eddie Izzarda. In takrat sem bilo tako, jaz to nujno moram delati, nujno. In pa sem srečal Mikija Bubolja, pa sem rekel, Miki, daj plis, zrihti mi kakšen nastop. Pa je on rekel, ok, ti bom zrihtal. In pol je minil 2 leti. In pa me en dan res poklical, pa je rekel, bi nastopil, ti pa Bučan. Ja. Še 3 so še zraven, sam so vsi pol na koncu odpovedali. Noben ga ni bilo na tem nastopu, niti Mikija Bubolja. Ne, Miki je bil meni sedi. Jaz se ne spomnim. Jaz se spomnim, zato ker se veš, kaj je bilo pol. Na naslednjem nastopu njegovem. Kaj? Ti si zelo veliko dosegel v smislu, videl si svet, ki ga večina slovenskih stand-up komikov ni. Nekako pridemo do meje, potem je pa ta jezikovna bariera, ampak ti si šel čez to jezikovno bariero. Kam si šel najprej? Kam je bilo to? Hrvaška, Anglija, Amerika? To si obdelal? Ja, mislim, obdelal. Bil si tam. 17 držav imam že na seznamu, kjer sem nastopal. Najprej sem šel v Zagreb k sosedom, pa sem se kar uvalil, sem tako, jaz bom prišel in oni so tako, ne, Slovenci. Smo vedeli, da bojo prišli, pa nam vse vzeli. Ampak je bilo takrat kar cool, no, vem, da je bil Peđa Bajović, tudi pionir komedije, je bil ful presenečen, tako, jaz sem šel gledati in sem bil kar presenečen, ta Slovenci ni tako slab. Tako da je bil nek spet tak, se skozi pravim, da bili dovolj dober, da te naprej motivirano. Pa smo šli v Anglijo, najprej v Leicester, ker smo tudi mislili, da bomo prišli tja neke zvezde ali neki, pa je bilo tako 20 ljudi na nastopu, kar če zdaj pomislim je ful veliko, 20 ljudi je prišlo gledati kar ene Balkance. Ja, Slovence, ja. Pa Balkance, ti si bil z balkansko ekipo. Ja. Tako da v Ameriki sem pa tudi nastopil v Seattlu, pa v Los Angelesu, tam pa tudi tako noben te nešljivi. Tako, zakaj si ti tukaj? 5 domov, no. Pa se imamo dosti svojih. In ti si tako, ne, ampak jaz bi rad. In tako sem, ok, se skarujem, ampak 5 zdaj domov. Ja, ampak so se ti skaj smijali. Je bilo tako, kao, mogoče bi pa lahko tukaj še malo več proval, si bi tako, v redu, da grem jaz raje nazaj v Evropo. Mislim, bilo je, še posebej pol, ko sem s časom ujel nek tak ritem, no, na prvem nastopu vem, da je bilo tako res trpljenje zame, predvsem, ko sem tako, jaz sploh ne vem, kaj vam govoriti, ampak pol, ko malo ujameš, tako, ko iščeš frekvenco na radiju, I love you, baby. In proti koncu je bilo že ful dobro, sam res tam je ful težko, ker nikoli ne moreš biti tako dober kot njihovi, pač kot Američani, ker nikoli ne moreš biti tako dober v jeziku, razen če pa greš na neko finto, da si zdaj ti nek Borat. Ne? Ja. Hello, what is this? Tako kot ta Finc nekaj je šel na to. Ja, Finc je tak, pa kar nekaj. Je zelo uspešen. Sam pa te ful sprašujejo tako, a ti res tako govoriš? A ti se zdaj lik, ti si Američan, ki se pretvarja, da je Finc. In ti si pa tako, ne, jaz sem res tako, ko mene so tudi sprašuvali, da ti si v resnici Jeff, ki se zdaj dela, da je Tin iz Slovenije. Tako, kao oni imajo ful teh likov, tako je bil Andy Kaufman, ki je bil znan potem, da se je skozi pretvarjal, da je nekaj drugega. En od teh tvojih podvigov je bil nastopil se čakal koliko? 7 držav v 7 jezikih? V 7 dneh. 7 držav v 7 jezikih v 7 dneh. Ja, to je bilo pa res bolano. Kaj ti je bilo tega treba? To je pa res, kaj ti je bilo tega treba. 7 jezikov, ker vsak nastop posebej si se mogel naučiti v različnem jeziku. Ja.
ne vem, zdaj, ko pomislim nazaj, je bilo res malo bizarno, no? Ampak takrat sem nastopil tako malo v angleščini, malo v hrvaščini, po slovenščini, pa se mi zdi, ok, 3 številka 3 tako malo, tudi 4 je še vedno tako ni, ampak 7 je pa taka pravlična, ne? Tako, to pa bo to pa je izziv. Tako da sem se mogel polsko čist iz nule naučiti, makedonščino sem znal tako tam je toliko malo razlik, da hrvaško, mislim srbo-hrvaško, angleško, slovensko, pa še nemško in francosko. In francosko, kaj je bilo najtežje, francosko? Francosko je bilo ful velik pritisk, ker sem nastopil z Eddie Izzardom, ki je v bistvu bil moj idol. In zdaj nastopati s svojim idolom v francoščini sred Pariza, on me je najavil, poslušal me je, jaz sem pa njega poslušal. Mislim, ful je bilo tako, da bi bilo sanje, nek dogodek, ki se sploh ne spomnim, je bilo to res, sem sam sanjal. Ampak itak sem bil ful napiflan, mislim, tako res sem bil pripravljen in to, kaj mi bojo rekli, in improvizacije, in ful sem takrat se s tem francoščino ukvarjal. Tako sem mogoče celo malo prehitro goro, ker sem bil res tako, c'est moi, votre comédien préféré, on se souvenir, voilà, in tako, ful sem zdrdral, foreno. Ampak so se smejali, francoski? Ja, so se kar dosti smejali, no, pa tudi na koncu je bil ta dosti velik aplavz, pa še Eddie je rekel, zakaj znaš ti tako dobro francoski, je bil kratko malo. Se pravi, 4 leta zdaj si posvetil, tako rečeno, večino svoje energije za film Nekaj sladkega, ki zdaj pride ven. Tako, ja. Nekaj sladkega. Zato sva tukaj. Nisi se naveličal komedije, samo dal si zdaj energijo v Nekaj sladkega. Tako da lahko boš prišel nazaj v stand-up komedijo, ampak sem imel kar dosti nastopov za decembra, sam bolj take privat. Zakaj si pa za to odločil? Pravim, v stand-upu si že toliko dosegel, si verjetno ne najbolj prepoznavnih slovenskih stand-up komikov. Hvala. Ja, no, si, ne, imaš res eno tako bazo ljudi, ki reče, wow, Tin Vodopivec. Se mi zdi, da kadarkoli sem s tabo, ljudje ful pridejo, ne, ful več kot name. Ti imaš pa svojo publiko. Ja, no, ampak ne, všeč mi je, ker dejansko ljudje te poznajo, ampak ti si zdaj rekel, super, jaz sem stand-up komik, poznam, ampak jaz pa zdaj kar naredil film. Kje je ta želja postala, da želiš narediti film? Ja, mislim, moram reči, da je to nekaj, kar je tako res že tako leta in leta v bistvu v meni tlela, ampak nikoli nisem upal tega. Mislim, ful sem tak človek, da itak sem ful ne samozavesten, pa tudi skozi imam dvome in pol se mislim, jaz recimo nisem niti pomislil, da bi šel na AGRFT kot igralec na spremne te izpite. Niti pomislil, ni šanse, to na mene vzel, kako me bo vzel. Sploh niti ni bila opcija, da bi saj sanjal o tem. Čeprav podzavestno sem si želel, ker se spomnim, da je bil Toni Cahunek sprejet in se ga ful sprašal, kako je bilo, kaj se je zgodilo. Se je rekel, Toni pa lahko tudi. Ne, sem bil tako, ne, Toni, on je 100krat bolj talentiran od mene, to sploh ni šanse, on je bil bog, mislim, sej še vedno. No, ampak takrat se prav spomnim, Toni je bil sprejet, ne moram verjeti, kako to je noro. No, ampak pol ta film je neki tlel v meni in pol je ta želja, dajmo nekaj posneti in sem mislil, da bom šel po tej neki poti, da me bo en objel, pa je rekel, bi ti posnel film, a ti je dosti milijon. Evo ti, pejte. In pa ni bilo tega objema. Ni bilo tega, no, nekako tudi neki razpisi niso, mislim pa tako, pa se mi nekako, dajmo sami in smo nekako z Urško se dala na mizo ideje in so rekli, ok, ta ideja je najbolj nam všeč in najbolj možna realizirati se tako low budget in so začela pisati ta scenarij in pol, ko so napisala, je Saško rekel, ok, I'll do it. Naš glavni igralec Saško Kocelj iz Makedonije, ki je bil prav pisana vloga za njega in ko je on rekel mnogo dobro, smo rekli, ok, zdaj gremo snemati. Se pravi, to je ta krančan v tebi, ker ti si veliko različnega, si pa tudi krančan. To je ta krančan v tebi, ki je rekel, jaz bom kar brez denarja vse naredil, oziroma bom sam, ne rabim sponzorjev, si bom sam zrihtal. Ne rabim nekih javnih sredstev, ker tako, itak, če bi se zdaj prijavil na nek razpis, že jaz kot, meni so veliko rekli tako, sam ti nisi režiser, ne moš ti režirati. Ja, ampak kako vem, da nisem režiser, če še nisem nikoli filma posnel, to je ta začaran krog, moraš najprej biti režiser, da lahko režiraš, ampak postaneš pa režiser tako, da režiraš, tako da je bilo, bom jaz samega sebe določil, sem režiser, ker dostkrat, ko smo kaj prijavljali, bo tako, bom jaz režiral, ti nisi režiser, daj bo on, pa pol, daj bo on še scenarist, pa tako, ampak tako da, če pogledaš na nekem razpisu, je tako, jaz kot režiser dobim nič točk, kot scenarist nič točk, ker še pač ni nobenih stvari, kot producent nič točk, da pa ni šanse. In smo rekli, bomo sami naredili, pa pol vidimo, če spoznamo. Se pravi, kaj vse si pri tem filmu? Se pravi, si režiser, si scenarist, si mal igralec, si producent. Pol sem še te neke malenkosti od računovodja, do pol, ne vem, vodja postprodukcije. Ja, storžice sem tudi nabiral, ja, seveda. Ne, pa tudi tako, ne vem, iskal sem sponzorje, se pravi marketing, pol se ukvarjam, zanj sem bil na sestanku Cineplexu za premiero, smo se pogovarjali, kje bomo dobili kozarce za pianino, pa kjere mize bojo, kako bo in kdo bo imel luči in kdo bo DJ.
Klemen. Ja, ti še zmeraj upaš. Please, Klemen, please do it. Okay. Ja, nadaljuj. Ne me navš zaprosil. 5000 evrov, ki jih nimamo. Kaj je bilo najtežje, oziroma kaj od tega? Vse. Ja, najtežje je biti producent pa režiser, hkrati, ker imaš te konflikte sam s sabo, kaj je tako, škaj bilo fludar, tle, če bi lahko dobili še ta helikopter in pa kot producent moraš biti tako, ne, nimamo denarja za to, please, to bo fludar, ti bo ti, tako imaš to malo schizofreno, ker se boriš v bistvu. Malo si se sam s sabo mogel skregati, ne? Ja, ker po eni strani kot režiser valjda hočeš več, pa še več, pa tako, vse bomo že najdel denar, producenti pa tako, ne, kje bomo najdel denar, bom prodal Ledvico, to je slaba ideja. Se pravi, kaj ti je dal tisto motivacijo, da zdaj pa lahko ta film naredimo? Se pravi, naredili ste scenarij, odločili si se, da boš nekako probal zbrati denar, glavni igralec je rekel ja. Kaj je bilo zdaj tisto, ki si rekel, zdaj pa imamo to? Ta ja od glavnega igralca ali kaj drugega? Mislim, definitivno ne bi bilo tega filma, če ne bi bilo Urške Majdič pa Saška Kocova, so scenaristke, producentke pa Saško, ki sta bila tako oba, let's do it, tako nekako ta neka skupinska energija. Pa ne vem, pa smo videli, da je dober scenarij, da smo ga še parim ljudi za prebrati, pa so vsi bili nekako, to je zanimiva zgodba, jaz sem jo toliko močno želel, tako moram narediti, ne? To je ta nek tako, kam imaš vse, da tako, ni šanse, da ne bi. No? In pol smo rekli, nekaj denarja bomo nabrali, smo res nabrali in pol kar začeli, in da boš ti in to in bomo tam snemali in bo to in se kar začel dogajati. In pol, ker se enkrat toliko ne moreš več nazaj, ne? Čeprav bilo boljše v enem trenutku biti tako, dajmo raje še malo počakati, da bomo imeli še malo več denarja. Film si bomo lahko pogledali tudi na Express premieri, zdaj zakaj naj ga grejo ljudje gledati? Kako mu je film namenjen, zakaj nekaj sladkega, kaj je to zgodba o slaščičarju? Ja, v bistvu. Kako se vedo? Ja, ne vem. A si že gledal film? Kje si ga gledal? Na Pirates? Nisem ga še gledal. Se ga skrivam pred tabo. Ja, nisem mi še pokazal. Igram v filmu, pa nisem ga še gledal. Ja, Klemen igra eno zelo pomembno vlogo na marketinški konferenci. No, vse skupaj se dogaja na marketinški konferenci, ti si v bistvu en kreativni direktor, tak malo samozavesten, mogoče celo malo samovšečen. Zelo težko mi je bilo to odigrati. Ja. No, ampak je pa zgodba tako, da v bistvu prihaja iz Makedonije guru marketinga, ki bo imel zdaj svoje veliko predavanje na tej konferenci, ampak zamudil na letalo in da bi rešil katastrofo, ga nadomestijo z lokalnim slaščičarjem, ki mu je na las podoben. Ampak je pa slaščičar. Slaščičar se mora pretvarjati, da je marketinški guru. In tukaj se pa zgodi milijon enih zapletov, malo ta komedija zmešnjava. Zato je nekaj sladkega, ker pač je on ta naša glavna junakinja, ki je tudi tako v bistvu vodja te zgodbe, protagonistka, ona v bistvu rabi nekaj sladkega v življenju. In dobi slaščičarja. Dobi enega slaščičarja. V vlogi marketinškega guruja. Tako. Imeli ste že nekaj teh predpremier, testnih projekcij. Kakšni so odzivi ljudi? Se pravi, vidim, da si samozavesten. Mislim, moram priznati, da sem bil presenečen. Mi smo naredili te testne projekcije tudi tako, da bi lahko potem na podlagi tega še malo popravili film. In smo tudi recimo, ko ti gledaš z ljudmi film lažji, tako kot pri stand-upu, veš, ko šele glede na smeh vidiš in smo pol po tistem še malo rezali nekaj, tle se niso smejali, da je to ven, tle so se ful smejali, tle lahko še malo podaljšamo. Tako da tiste prve projekcije so nam dale res, moram reči, da je bilo ocena 9,4 od 10, kar malo nerealno, mogoče ljudje so bili res tako shičeni, da so bili tako 10, dobili smo večino ocen, je bilo 10 in smo bili tako, chill, ni 10, no mislim, še sem bil tako, ni bilo tako dobro. Ampak, ne vem, res ful dobri odzivi, tudi vseh, ki smo jim pokazali, da je film razni kinematografi, ki so pogledali, so bili tudi tako, me je prav prijetno presenetil, simpatičen film. Se pravi, največ upal si najbolj, da bo čim več pozitivne kritike, da boš lahko popravil. Kdo ti ga je najbolj skritiziral? Vemo kdo. Eden in edini, Vitja Okoran. Pa Jan Belce, res sta super, top sta. Ona, da sta prva gledala, že januarja, ko je bilo tako, sploh čisto vse surovo, brez barov, brez glasbe. In mi te je bil tako, to ven, celega bučeno ven. Ne, hitro. Dej tega ven, vse ven. V bistvu, rekel je, še enkrat boš mogel to posneti, ta del tle, to bo treba še enkrat posneti. In ne tako, ampak kako? Ja, lej, boš že nabral še 30 urjev. 30 urjev, kako je to? Ja, mislim, samo enkrat delaš film, prvič. Tako da mi tebi res, da bi jaz tudi prišel še enkrat pogledati, še eno tesno projekcijo. In vmes malo zadremo, zato ker celo noč montirano, to ne zato, ker je to slab film. Ampak res ful hvala Mitja in Jan. Jan je tudi naredil trailer, Jan Belcel, edini slovenski ima režijski film na Netflixu. Tako da, mislim, da zdaj počas, tako, že prehajamo v to fazo, da
se bom mogoče malo sprostil, no, pa bom užival z ljudmi v filmu. Se pravi, nekako najboljši od vseh, kar jih poznaš, so ti ga skritizirali in popravili. Ja, no moram še tudi omeniti Miha Hočevarja pa Mateja Žaluzarja, ki sta tudi pogledali film, ona, da sta v bistvu tudi moja mentorja, ki smo skupaj bili na enih delavnicah in tako, tam je bilo pa, da sem šel na izpit na faksu, več, ker je bilo tako, sedel sem na sredini, ona da vsak na eni strani, gledali smo film v eni kleti in tako gledamo in jaz tako vmes, gledam, če se v take smejali in tako ste se smejali. Ona sta ful analizirala, niste tako gledala kot gledalca, super sta bila in pa sta tudi tako ful dobrih nasvetov dala, ki jih nismo nič upoštevali, itak tudi od Mitja ful smo upoštevali. Sam je bilo smešno, vmes jaz ko rečem, ja, tle pridejo grafike in ona da tako oba, kakšne grafike? In jaz, te grafike, ki so v filmu, pliste, sem naredil izpit. Tako da ful dobro, no, da imamo to možnost, da lahko pokažemo ljudem, pa dobimo feedback, to je res ful pomembno. Sprav, komu je film namenjen, če gledava zdaj, tako da zaokrožimo, a je to mladinski film, a je to lahko film za pare, je to lahko film od 10 do 70 let, a ni primeren za mlajše od 18, zato ker je en seksast Tino Gorenjak. Ja, no, moram povedati, da je to film, ki je namenjen ljudem, da se zabavajo, nismo hoteli narediti nič kompliciranega, to je film, kjer se sprostiš in uživaš. Je pa tako, da mogoče čisto za najmlajše lih ni, sicer imamo samo eno mini tako sporno sceno, mičkanje, ampak je zelo taka lepo prikrita, subtilna seksualnost. Vse smo tako z lučmi naredili dobro. Tina Gorenjak in Saško Koca v eni vroči sceni. Je pa tako nekako, jaz mislim, da v 13. naprej za pare, super na Valentinovo, najboljša stvar, da greš v kino najprej gledati nekaj sladkega, svojo punco ali pa s partnerjem, ženo, s fantom. Ali pa tudi, če ste sami punce ali pa sami fanti, the best. Tako da jaz mislim, da je res za vse, ki imajo radi tudi mogoče malo balkanske nostalgije, pa da res, mislim tako, to je romantična komedija izmešnjav. Je pa v večjih jezikih ta film. To je slovensko, makedonsko, srbo-hrvaški, veliko zvezdnikov in od slovenskih. Mislim, da vsak najde nekoga, ki mu je všeč noter, kaj so noter, od Ranka Babiča do, kdo se je noter igra? Ula Furlan, Orjana Điroto, pa itak ste na komiki, Gašper Maganda, Ališ Novak, Klemen Bučan, Peđa Bajić, pa Nik Škrlec, Luka Korenčič, pa srbski komik Nikola Silić, res top, srpska ena igralka, babica Zinaida Dedekina, ona je res legenda srpske komedije. Tako da ti si to naredil zelo taktično, ne? Ti si dal noter vse, kjer ga kol poznajo, vse z radio, z televiziji, tako da imaš posod pa dober. Še Alen Podlesnik je not, ki zdaj dela na Popinu. Dober si ti to si zelo pametno, da ne rečem, zelo strateško. Vodja marketinga na enem komercialnem radiju not. Ok, ja, no vidiš, zelo pametno. Ne, ampak njega smo dali, ker je res perfect bil za to vlogo. Večinoma je bilo res tako, da nismo komercialno razmišljali, nismo bili tako, Klemen, on je na Radio Express, dajmo njega not, ampak smo bili tako, Klemen bude bez za to vlogo, zato ker dejansko tako se je ful dobro rešilo. Ker te nisem računal. Ja, v glavnem, Radio Express premiera, nekaj sladkega, morate priti, mislim, da ste dovolj slišali razlogov, zakaj, sicer pa zato, ker se boste imeli super, pa ker bo nekaj sladkega v Cineplexu. Kranj. Bo pa tudi film po vseh Cineplexih in vseh kinih od Valentinovega dalje. Zdaj imamo, ne vem, od 5. do 12. tisti teden imamo te neke predpremiere, 6. v Kranju, v Cineplexu Radio Express premiere, ampak tisti teden probamo na čim bolj ustvariti neko vzdušje pred potem Valentinovom, ko pa morajo vsi v kino. No. Mislim, da bom odplačil to ledico. Da bo več gledalcev kot Avatar. Ja, no cilja, mora biti kaj slovenski film. Moramo podpreti domače. Se vsak nekoga pozna kaj noter, zakaj pa ne? Sam res, mislim, če vsak pripelje vsak pripelje 5 prijateljev, pa 5, ki ga pozna, imamo polne kinodvorane, pa par zlatih rol. Mislim, jaz bi sam rad, da če vam je všeč, povejte to naprej, to je edina želja. Pa, če vam pa ni všeč, pa tudi ne povedati naprej. Ja, pa reč ne povedati. Ne. Roč hočemo, da ti kaj not prenese. Se mi nisi nič dolžen, ampak ne bi pa rad videl, da me žicaš za denar. Klemen, nič nisem zaslužil tega filma. Koliko ponovati. Ja. V glavnem, cool cast je tole, s Tino Vodopivcem, film nekaj sladkega, gremo pa tudi skupaj gledati na Express premiero v Cineplex 6.2. 7. zvečer v Kranju. Po moje. Nekaj tazga. Ampak v Kranju, Kranjsterdam, spet smo nazaj. Ja, to je to, po dolgem cajtu kranjska premiera v Kranju.